začne govoriti besedo. In jaz sem mislila, da to zadost, ne. Kaj mi je spisala, to se mi malokrat zgodi, tako ok. In pa gremo sem, in ne na dve v WC, in zdaj gremo na kavo. Pa meni kapne, ne, ti tu moraš govoriti danes. In sem imela besedo čist drugo, čist nekaj drugega, kar se je sploh pričakovalo. Čekaj, kaj sem povedala? Ja. Bog nam je govoril o oltarju, o tem, kako, zakaj beseda ne deluje, kako mora biti v nas. Čistile druge zadeve, ki si jih imela v glavi. In potem smo bili. In ena od stvari, ki smo jih molili, za Anjo, ne, sem videla uro in je kazalo 9. Ta ura je kazala kazalci na 9. Ura je bila pa 7. In jaz tako 9, kaže 9 uro, in potem se spomnila 9 uro, ok, anointing, ki je prišel na Vinkošni dan, ura je bila šele 9, ker so te pijali, tako, mislim, prišla beseda za mno, ampak ta 9, mi ni dala mira, vse. Meni se zdelo, da sem videla popoldansko 9, večerno 9, ne jutranje 9, ne. In pol smo se tle še pogovarjali, počasno se šli, videli se še nekaj pogovarjali in točno ob 9:00 ne zazvoni telefon. In na drugi strani Slavica iz Srbije, objokana, čist fertik. Samo to sem slišala, da je zadeva kritična. In ona je tako, posluš, mi smo šli v cerkvi, danes molimo za zdravljenje, a dajmo moliti za tebe. In prinese, da telefon sem, mi začnemo moliti, mislim, to je tako brutalno Bog. Ona joka, in bolj jaz tako prišla, če zdaj ona joka zato, ker je hudo kot prej, ali zato, ker je dober? Ne, zato, ker je dober. Tako da, včasih, ne, pač Bog ti nekaj pokaže, ne, sem pač naš on pač šlo milijarde interpretacij, ne. Ampak pa vidiš, pač mi niti pod razno ne bi tle v 9 ždele, mislim, da že to je bilo vse skupaj smešen. Ampak je zazvonil, je v bistvu to, da smo obe dve vedele 9, aktiviralo v naju vero. Vera bo zaktivirala, ne. Pa ni ne vem kakšno razodetje, samo da je ura 9. In to smo se pogovarjali o tem, da zaktivirajo vero najbolj neobičajne stvari včasih. In sem rekla, nič, prav hočem povedati to pričevanje, zato ker v bistvu si Bog tako najbolj si želi, da prestopimo v nadnaravno, da stopimo v to zono, ki je vse mogoče. In to se dostakrat zgodi naenkrat. Ni tako, da se bom jaz zdaj ful gradil, pa počas bomo to stopil. Počas ni nič, ne. Zato Galačanih pravi, o vi nespametni Galati, Jezus vam je bil opisan pred očmi, kaj ste si dali zdaj eno postavo, a ni Sveti Duh taka dela med vami po veri, ne po nekih delih. In smo se pogovarjali prav o tem, kako ti Bog včasih da besedo, ne, ker v bistvu pomeni zate vstop v nadnaravno. In če to ura 9, ali pa tepih, ne vem, da je bil v petek, ki smo bili v tepih. Sem rekla, zakaj meni pač jaz sem tepih, ker meni kdo reče tepih, to je zame pomeni čisto ena druga dimenzija, bom povedala zgodbo, kakor se ve, kakor je smešna. Je smešna? Ko je Andrej prišel sem, ko je stopil čez vrata, je rekel prvi stvar, vi rabite tepih. In kako se to neumen sliši, ko je on rekel tepih, so se meni nebesa odprla. Zdaj bom povedala, zakaj. Se da dva pričevanja imamo v življenju in oba se vežeta na besedo tepih. Prvo pričevanje, ker sem slišala v življenju, prvo je kot mlad kristjan, 10 dni dolg kristjan, je pričevanje od Larryja Crowtha, ki je razlagal, da je imel biblično šolo in da niso imeli tepiha. In je enemu bratu dal kos tepiha v roke. Je rekel, zdaj pa molil v jeziki, dokler ta tepih ne pride v naših pisem. Meni že to tako. Te niso normalni, ne. Dokler ta tepih
da ne dobimo tega tepiha za šolo, ne. In je človek moral, mislim, da 2 tedna v jezikih. In po 2 tednih je prišel šleper, vrgel role tepiha pred vrata in šel. In to je vstopna, ena izmed vstopnih stvari v krščanstvo. Kam to obesiš tlego, pa kam to daš, na karkoli, pač ne obstaja. Tako da, mi je že takrat tako, verjamem, da Bog hotel reči, ne se preveč zanašati na svojo pamet, ne, poslušnost je razmerna izbere. In je včasih zelo smešna. Mislim, nima nobene veze, so kakšne stvari, ki so čiste. Ne pomenijo nekomu drugemu nič, ne. In drugo pričevanje je pa z Malezije, kjer sva videla spoznala en par iz Namibije. In ko sva jih spoznala, so bili oni kako ne rečem, tako pač. Ona je imela flag ministry v cerkvi z zastavicami, v čemer sem že takrat imela eno svoje mnenje, da je okej, zdaj v redu, ampak lahko je tudi, se veste, kaj več, ne. Tako, bila sta v eni cerkvi, nekaj sta se matrala, nič kaj, tako, se reče sam Jezus pomagal tepa. In v par letih sta se ta 2 človeka tako naredila, to nista bila čisto osebe, ker sem jih srečevala. In smo se tudi dostakrat, ko smo se povezali, smo se slišali. In eno leto, ko jih videl, to nista bila ista človeka. Ta ženska imela postavo, kakšna zastava, da se je pozitivna zastava. To je bilo tako, kaj se je po vama zgodilo? Tako res imela tako oči. In sta rekla, ona dva sta bila v eni cerkvi, ker sta imela ta svoj ministri, ne. Bila sta podnajemnika, pa tam že malo letih, ne, nekaj čez 35 sta imela, pa teh, se veste, tam 40-35 tam nekje. Želela sta si, da bi imela en svoj plac, pač tisto ministri, pač kar je bilo, ne. In jo pokliče eno jutro dr. Jonathan, ki je bil pač v katerem so bile te konference, ki je v bistvu apostolov prerok. Rekel, dan zjutraj sem moral, se ti Bog spomnil na vaju in je rekel, da ima skladišče za vaju, da vama daje cerkev, pejte v to in to ulico, tam mimo ene cerkve, potem pa zavite tam levo in pa tam od zadnji v na skladišče. Ona dva nista imela niti koncepta cerkve. Ona da sem imela svoj flag, ministri v cerkvi, ne. In ona dva peške, ne, gresta in dejansko pridete tja, je to prazno skladišče 300 kvadratov. In ona prav, pogledam na tla in so bila v bistvu tla so bila surova. In je rekla, sem se sam zlomila njokala, zato ker 3 leta nazaj je v cerkev prišel en prerok, to, kar sta bila, jo poklical tako sred pridige in je rekel, Bog vam pravi, ko pridete v nov prostor, kupite tepih. Dajte mi povedati pod milim nebom, kakšna so to preroštva. In tako, je rekla, tam je ratala tišina, ostali so nas tako gledali, vidva so se tako gledala. Vse je v redu, pač Bog nam bo dal že eno hišico prejasla in kako se bo bova lepi. Ne, ker sta ona da prišla v ta prostor, je rekla, tepih moramo kupati. In je rekla, mislim, Božjo modrost, če nam bi Bog v tisti cerkvi govoril, da bo enkrat pastorja, da bo imela svojo cerkev, bi na jo živi raztrgali. Linčar, Bog je bil milostan. In včasih so kakšne besede, so res kot časovne kapsule, se ti odprejo v določenem času. No, in potem pride Andrej skozi vrata, ne, in pravi, vi rabite tepih, veste, ko se to slišali, da se tako potebi, mimo tepih, vidite. Zato, ker sem rekla, Jezus, mi moramo začeti naravno, moramo prestopiti z vidnega na vidno, moramo iti čez te omejitve, ki jih imamo, ker tudi ti se lahko izobraziš do konca. To smo se včeraj pogovarjali. Bog je rekel, no, to naredi mi barko, kucuj 100 let.
grejo v bar, ko vse noti pravijo, ata, ni gumba za vrata. Koliko so bile? 20-tonska vrata, ki se ne dajo zapreti. Mislim, zadeva je bila pogubna. Tak je bil Božji načrt. Mojzesu, Bog ga vod, peli mi ljudstvo, kaj je pel, direkt pred morje, oni od zadaj. Božji načrt je bila pogubna zadeva, pogubna. Abraham, pet na goro, zem siža so. Kaj ga je Bog propelil? Pa direkt v problem. Pavel, Makedonec, pridi nam pomagati, kje je končal? V kladah, v luknji, Kam je Bog propelil? Mislim, Bog je nevaren, razumete, brez vere je ful nevaren hoditi za Bogom, zato če prideš do unga mesta in se začneš tam dreti, jaz sem delal samo to, kar si mi ti rekel. Bog rekel, ja, ampak brez moje milosti in mojega čisto suverenega posega v tvoje življenje, kakor da me ne poznaš, ne bo šlo. In to je v bistvu ta milost, ki naredi vse popolno. V bistvu za Zerubabela je rekel pač, Bog mu je dal vizijo, ampak ta milost, ta vrhni kamen, to, kar vse pokrije, je vedno Bog, je vedno Božja slava. Salomon, zgradil vse, tempelj, vse zgradil, koliko je bilo tam not Boga? 0,0%, promila, nič. In pa gremot. Gremot, molitev, ki včasih, mislim, ne vem, mi jo moramo brati, no. On je rekel, Bog, karkoli, bolezen, stiske, sovražniki, krivi mi, krivi oni, who cares? Tvoje ime je na tem mestu, sliši molitve, ki bodo moljene z tega mesta. In ki je odmoril, je prišel oblak slave, noben ni mogel iti not v tempelj, noben ni mogel praviti poslušati. In mi moramo razumeti, da naša poslušnost nas bo vedno pripeljala pred zid, v življenjsko ogrožajočo situacijo, v luknjo, v kateri ni izhoda, zato, ker nas Bog hoče naučiti eno stvar. Ne gre, ne brez moje milosti, ne z vojsko, ne z močjo, samo po mojem duhu. In to je v bistvu tisti moment, ki se ga nekako vsi bojimo. Zato, ker se tebi v glas tisti dvom in se ti spiše na čelo D, V, O, M, točno veš, naj ne misli človek, da bo kaj dobil. Mislim, če mi dvomo, brez veze gremo ven, ker za zehr ne bo nič, absolutno, dan se ne bo zgodilo. 0,0% se ti ne bo zgodilo. Piše, brez veze. Ne? Brez vere je nemogoče, mislim, ful stvari je nemogoče, brez vere. Vse je nemogoče, brez vere. Ta faktor popolne nesposobnosti izpolniti Božjo voljo, ko si v popolni poslušnosti, je ena stvar, ker te v bistvu, če ne hodiš po duhu, telo te raztrga, te se suje in Bog tega noče. Hoče, da se naučimo počutiti, dobro, če hodiš po vodi, ti hodiš po vodi, ne meriti vsak teden, koliko je globoka, pa koliko je zdaj šarkov tam not, pa če so meduze, ker te bo pogubil. V to, ko smo vstopili, Bog je rekel, hodi za mano po veri, hodi. Ej, itak hodiš po vodi, kaj te briga zdaj, a je nevihta, a je šaks, po vodi si šel si po vodi si začel hoditi, in to vero moramo ohraniti, in jo moramo obuditi in v sebi najti ta zakon vere, so, ko se moramo tako kot letalo. V drug zakon mora priti. Letalo, da se odlepi od tal, pusti zakon gravitacije za zakon aerodinamike. V drug zakon mora priti. In dokler dela v nas zakon greha, zakon postave, mi ne moramo biti v duhu, je nemogoče. Mi moramo razumeti, da nas bo greh vedno premagal, da nas bo hudič vedno premagal. Vedno. Če bomo mi ostali na nivoju zemeljskega krščanstva, mi lahko zvezujemo, kličemo ime Jezus, ne kaj delamo. Pozab.
ker deluje stvar izključno po veri. Vera pa substanca stvari, ki jih vidimo. Tako da, jaz imam občutek, da smo v bistvu, vsi, ki smo se javili na nadnaravno, v enem zelo hodnem precepu in zelo na ozko zadeva začela hoditi. Enostavno vidiš, da se vse oža in človek bi rad pobegnil. Zadeva se oža in oža in oža in oža do tiste šivankine lukne, kako že Jezus rekel. Rekel je nemogoče, to prvodek, a so mu rekli, a so rekli Jezus učencu, pa kaj ti hočeš od nas, pa to je nemogoče. Rekel, exactly, mogel sem vas spraviti do točke, da vidiš, da ne moreš not, ne moreš, nimaš kapacitete, ampak pri Bogu je vse mogoče. In ko bomo mi dali oči sebe dol, koliko mi verjamemo, koliko smo mi sposobni, koliko mi štekamo, da ne govorimo o tem, štekamo, ker to je, dragi moji, to je deadly. Ja, haleluja, rekel je, Efežan, doktrino si mi ohranil, preizkusil si apostole, videl si, da so lažni, mislim, veš, kaj je res, pa kaj neš, ampak. In to je ta, v bistvu, fajt, ki ti utrdi srce. Utrdi ti srce in si ne moreš pomagati. Si ne moreš pomagati, ampak, če pogledamo pismo, a veste, da unih 12 tipov, ki jih je Jezus poklical, je bilo verjetno najbolj trdosrčnih tipov ever, zato kar piše, skozi mi govoril, vi ste trdosrčni, ne umete. Nobenemu izmed une množice in unih farizejčkov in unih sadučejčkov, nikoli nobenemu ni rekel, da so trdosrčni, razen svojim učencem. Tako mar še niste prišli do spoznanja. A nisem naredil včeraj čudeže? Da se bom potopil, se bom umrl, kaj se spelil. On mi je naredil after party. Veste, kaj je bilo after party? Da je ubil njihovo trdosrčnost. Imeli so meeting, ule bo dober, čudeži, znamenja, vsi grejo domov, učenci pa, vi pa prosim, če lahko celo noč veslate na drugo stran. In pač oni v poslušnosti, veste, kako so se počutili. Tipu se je odpula. Točno so vedeli, tle je nevaren, to ne bo dobro. Kamor nas on zdaj pošilja, ne bo dobro. So vedeli, 100%, se niso bili glupi, se vidiš to na oblak, se veš, ne. In gre in tam crkavajo na tisti vodi in on bi šel mi, bri na njega. Zato, ker ni bilo vere, on bi si v čovnu bili. Ne, pa bo pete, dajmo nekaj narediti. Gre za njim, nam da zgodbo tisočletja, pa ugotovi, da so oblaki, kar so itak že vedeli odprej, ne? Ampak on je ugotovi, a ni zamir. Nevihta je bila, frka je bila, on hod in kje mu kapne, da so oblaki tam, 10 metrov od čovna mu kapne. Oblaki so, kriza, veter. Mislim, stari, že 10 metrov hodiš v teh oblakih, kaj ti je? In to je to, ko te reality hits you, ko te realnost zadane na full blow. Ker so vsi tvoji občutki exposed. Umrl boš, oni so ti pokazali vse slike, zakaj boš umrl, vse rentgene, vse živo ti pokažejo in to tebi tako od Petra zadeva. Ampak on je že 10 metrov hodil v temu. Kaj ga zadeva? Kaj ga zadeva? Ja mu rekel, malo verni, kaj si dvomil? Kje je začel on dvomiti? Po 10 metrih. Prvi meter ni dvoma, drugi meter ni dvoma. In pa kaj vidimo? Da dvom po 10 metrih hojo nad naravno je deadly. Ne? In mi se v bistvu skozi borimo med tem, da zaupamo Bogu, ali da ostanemo na safe place. Zaupamo Bogu in se dobesedno dogaja ta cold feet. Kako se reče cold feet? Američan reče, da biš mrzle noge, tako da zmiz! Savelj, evo, na dan nazilenja pobegne med prtljago. Dobro, so ga vsaj lahko našli, ne? Enih ne najdeš več. Ker v bistvu ljudje to, kar si najbolj želimo, tega nas je tudi najbolj strah.
Ker je nemogoče je hoditi za Bogom, to je treba vedeti, razen po veri. In v bistvu Jezus ima za nas te afterpartije, ki gre vse narobe, zato da zbezla trdosrčnost ven iz nas. Ker je mora to, trdosrčnost pa ni karakter, ampak trdosrčnost za nadnaravno. Trdosrčnost za čudeže, trdosrčnost za Božje zdravljenje. Trdosrčnost ni bila to, da si ti nesramen in da si brsto tam, ne vem, v sosedovo kanto, zato ker ti on dajo tvojo kanto. In pa se spokorjujemo, kako smo bili grozni. Ja, se prav, se treba spokoriti za tako, ampak zakaj se mi ne spokorimo za trdosrčnost, ki je resnično deadly? In to je to, da se sred oceana potopiš direktarka not, ki si pač že, mislim, a razumeš, kje stojiš človek, no? Stojiš, na besedi stojiš. Jasno, da je nevaren, ampak je nevaren za dvom, je nevaren za tvojega starega človeka. In Bog nam je pripravil zasedo, to moramo razumeti. Spravil nas je uno situacijo, kot je bil Noe, uno situacijo, kot je bil Mojzes, uno situacijo, jaz ne vem, kako se Salomon počutil, vse pripravil, vse je bilo zero gat. Oni so vedeli, da Bog prihaja v tisti šotorček tam, ne? To so vedeli. Mislim, vsi častimo ta tabernakel v Bogu, jaz se to tako. Zdaj v bistvu, zadnje čase tvoj razmišljali, da treba začeti govoriti o tabernaklu, Davidu, to je to, halva. Tako bo prav, a Bog kdaj končno Salomonu kaj povedal? Spaka, ne, okej, talk to me. Talk to me. David je bil vojak, Bog mu je rekel, tvoj krog se drži kri in ti meni templja zidal ne boš. Ne je rekel, tvoj sin, ki pride za tabo, je sin miru in on mi bo zidal tempelj. In mi še vedno, ne, Salomon je za bluzu na koncu življenja, ja tudi David je za bluzu, mislim, David je z eno, on je pa s tisočimi, pač grehi se množijo, sej, a razumete, to smo zdaj, kdo je zdaj bolj za bluzu, pač, sta za bluzu oba, ne. In verjamem, da prihajamo v ta čas Salomonove vladavine, čas, kjer bo inštitut Boga prišel, kjer bo zdravljenje inštitut, kjer bo odrešenje inštitut, kot bo v templju. Oni so vedeli, kaj jaz prijem na to mesto. In tle ime Boga. Kako? Kriv jaz, krivi oni. Kako? Tle guilt trip se tle ne ugotavlja, kdo je kriv. Tako kot ti, ker imaš ti zlomljeno nogo, priješ zdravniku, on ne bo tebi sprašval. Zakaj ste si vi zlomljeni nogo? Ali je kriv tisti v sosednjem avtu, a ste krivi bili? Mislim, če si ti povzročitelj nesreče, pa imaš zlomljeno nogo, te noben v bolnici ne bo obsojil, te bodo pozdravili. Obsodili te bodo izključno na sodišču in boš plačal kot žafran. Dajmo razumeti, da je Bog država. Da verjamemo v kraljestvo, Bog je država. Bog je sodnik, ja. Bog je zdravnik, ja. Ampak to se izključuje. A razumete? Zato je Jezus rekel, Samarijani se ga niso sprejeli in ona dva, samo reč mi, pa bom jaz poklical ogenj, pa je pa skuril. In so, ker so vedeli, ne, Elija, ne, pač poklical ogenj, vide. Dragi moji, vi dva ne veste, katerega ste duha, oziroma v kateri firmi delata, bom rekla. Če si zdravnik, si zdravnik, če si sodnik, si sodnik. Ti moraš vedeti, v kaj te bo poklical. In noben zdravnik ne vpraša tega Boga reveža, ker tul tam, ker ga vse boli. Ste vi povzročitelj nesreče? Ja! Veste kaj? Pa prosim, če bomo počakali, da sodišče opravi z vami in ko delate svojo kazen, pridite pod meni, veste, in jaz mu bom nogo zapcelo. In tako približno dosti odvejo naši meetingi ozdravljenja. Hindrances to healing. Your ancestral sin. Your mama was a witch, so you have arthritis.
So, and you repent, in bolj ti se tam repentaš za vse, se repentaš, da je tvoja mama čarovnica, pa se spomniš, da v trbuhu zihar se ti nekaj groznega zgodil, ker bo mama tako whatever. A se mi hecamo ljudje. Jezus je vsadzga vzdravil. Jezus je vsadzga vzdravil, ker prišel. Tako da, ko mi dodamo nekaj, ali pa odzamemo nekaj, je vedno cela štava. Pa moramo narediti svoje mitinge, pa moramo narediti svoje konference, pa moramo skozi ponavljati en miting ozdravljenja, pa naslednjič moraš na drugi miting ozdravljenja. Kako že bilo, ko smo mi hodili vsako leto tam v Malezijo, kaj so nam rekli, da se moramo vsako leto uravnati spet? Kot da smo odkam odpadli. In enkrat so se pogovarjala z enim slovilcem, ki je bil, ki je tja hodil slovet. In pa je rekel, kaj je to? Rekel, Jezus je svoje učil 3 leta in pa jih je usposobil. In jim je dal v bistvu, a ti dam diplom, a ste dobili papirje, ko ste končali, a ste dobili papirje, ko ste jih prišli mami pokazati tesneje, ampak mislim, bi pa. Pa ne bom, ker ne bi prišel v pravi naravnosti. Dobiš listino, ki potrjuje pustno sistem. Gremo gledati, kako je naš originalen, mislim, kako bi bilo fajn. Listino dobiš, ki je v bistvu to, kar potrjuje, da si ti to opravil in da si to sposoben samostojno izvajati. Eto. Jezus 3 leta svoje usposob, prije Sveti Duh in pravi, evo, to je zdaj pečat, da ste sposobni to samostojno izvajati. Ker je poslušnost že bila v njih, ker je bilo že vse, kar se tiče poslušnosti, bilo stvar, kdo oni so, ne kaj oni delajo. Mi smo fundamentalno neposlušni vse, zato ker damo postavi greha večjo moč, kot postavi vere, in potem iščemo poslušnosti zdaj. Kaj naj naredim? Kako naj to pa naredim? Kako bomo mi to dobro naredili? Mi smo podjetje, mi smo družina. In Jezus hoče, je rekel, on je v bistvu rekel, jaz bom dal novo duha v njih, novo srce jim dam v njih in to poslušnost je že v tebi. In piše, da kdorkoli je karkoli delal za Boga, tako kot Jezus, je dobil najprej pričevanje, da je Bogu po volji. Jezus pride k Janezu Krstniku, se da krstiti, nebesa se odprejo. Kaj pravi Bog? Sin moj, ki mi je po volji. A je rekel? Po volji, kdaj? Zato, ker se je šel krstiti po volji. Ne, on, vse v njemu, njegova naravnanost, njegovo srce, njegovo vstajanje, njegovo spanje, kako je jedel, župo, vse mu je po volji. A je Jezus naredil že kakšno delo do takrat? Nič zapisano. Samo v evangeliji pravi, da neke ptičke delajo z neke gline. Ja, seveda, mislim. To je neumen. Gre v puščavo, prva preizkušnja. Če si ti res to Bogu po volji, daj zdaj to, daj se pokaž, daj dokaž, koliko si dober, daj naredi tle in čudež. Kaj hotel hudič? Napada njegovo identiteto, tako kot napada našo. Dokaži, da si Božji sin. Dokaži, da mu je v bistvu rekel, naj spremeni te kamne okrog, kaj bi to, naj se vrže dol, naj izkuša Boga, po veri. To smo se tudi zdaj in dan pogovarjali. Kaj je razlika, kad ti Bog reče, da greš nekam, pa mogoče nimaš financ, pa ti je rekel, da jaz bom preskrbel, pa da ti v svoji prezaupnosti rečeš, vse bo Bog, to dela bo Božje delo, Bog bo zrihtal. A ti je rekel? Če ti ni rekel, ne pričakovati, da bo on skrbel za stvari, ker on je rekel, kjer je vizija, tam je provizija. Mi se moramo rešiti svoje voljnega služenja Bogu, ker mi imamo ful dobre ideje, kako bomo služili Boga, kako bomo David, Bog mu pravi, prines mi arko v mesto, skrinja zaveze, David dobi naročilo od Boga, kaj se zgodi? Katastrofa. On je točno vedel, kaj ima za narediti. Ampak ni pa vedel, da jo ne moreš dati na voz, da jo ne moreš držati z roko, da ne bo padla. Mi nimamo enega malika, da ga moramo vse se mi ful truditi, da nam bo to ostalo. Ta samovoljna, v bistvu, ta strah, da nam ne bo krščanstvo padlo v vodo, je v bistvu ta mesen človek, ki
hoče zadržati Božjo slavo. Ker boš ti probil zadržati, te bo ona, piše, to je kamen spotike, te bo ona sesula. Na njej lahko stojiš, lahko v njej živiš, ne da se jo pa zadržati. In v bistvu piše, da je grozen past v roke živega Boga. Grozen v smislu, da nimamo nobene kapacitete hoditi za njim in mu služiti, ampak jo v bistvu imamo. V bistvu imamo popolno kapaciteto znotraj sebe. Kristus v nas je izpolnil vso postavo, Kristus v nas je naredil vse popolno, Kristus nam je odpustil. Je Kristus nam odpustil grehe, a je odpustil tudi posledico našega greha? Ja. A je odpustil samo one grehe, ki jih narediš preden si se spreobrnil, ali tudi one grehe, ki jih narediš potem, ko si se spreobrnil? Kje smo mi Jezusa pustili? Na tem dnevu, ko si mu rekel ja. Kaj z nami? Mislim, mi moramo se spraviti nazaj v to, da zaupamo Bogu tu, ko smo mu prvi dan zaupali. Če si mu lahko zaupal, da te je spravil iz večne smrti, dragi moji, iz večne smrti, mi smo verjeli Jezusu, da bomo živeli večno življenje. Pa kaj smo mi nori? Ja. Človek v grehu, namenjen peklu, ti pa jaz, smo kar verjela. Aleluja, da zdaj imamo večno življenje, zdaj smo Božji otroci. Mislim, to vero rabimo nazaj, samo to. Kaj je probleme na noga, ki te boli, pa jo hoče Bog spraviti skupaj? Veste, koliko je to manj? To je toliko manj od tega, da je v bistvu Jezus obnovil našega duha. A vi razumete, da je Bog živel v nas in da so hudiči samo skreirana bitja? To ni meč. To ni fair play, razumete? Mi smo se včasih pustili prepričati, da mi nekaj se borimo, pa hudič, pa Bog, pa to, ampak ne, pač tega nima. Kristus v nas je čist zadost, da upravi z vsem, kar se lahko nam zgodi. In v bistvu moramo se začeti enostavno zanašati, da tako kot je pač obsodba prišla zaradi greha enega na vse, Adama, je opravičenje prišlo zaradi pravičnega dela enega na vse. In Bog hoče, da se naučimo, kaj pomeni vladavina milosti. In včasih moraš oren zabluziti kot kristjan, verjetno še bolj kot v svetu, to se smo videli, ne? Zato, ker Bog je svojo reputacijo že izgubil. Jezusa ne zanima, da ima on dobro ime zdaj med temi Slovencami ali pa komarkoli. On je svojo reputacijo že izgubil. On se je odrekel svojo reputacijo, šel na križ, se pustil v sramoti, nosil sramoto zaradi nas. A ne bomo sramoto, kar smo mi naredili, preden smo se spreobrnili. Nosil ono sramoto, kar smo mi naredili, ko smo se spreobrnili in da smo rekli, ja, mi smo od Jezusa. Ono sramoto se je nadel. Ko piše, tvoj obraz je tako zmaličen do neprepoznavnosti. In zdaj doskrat vidimo, v bistvu, da so kristjani do določene mere tako zmaličali sporočilo Kristusa, da je neprebavljivo. In stvari, ki hodijo ven, ne moreš reči, da delajo jih ne meče dobre luči. Ampak Jezus je to predvidel, Jezus se briga za svojo reputacijo, on nas hoče nazaj. On hoče nas nazaj, da smo, tako kot je John Gillette napisal eno pesemco in imel v bistvu jezike pa interpretacijo. Pesemca se je šla tako, Jezus, zakaj ti jokaš, zakaj si ti spet ranjen, zakaj si ti spet zlomen, saj si enkrat trpel. Pravi, zato, ker z jezikom morite, moje brate in sestre, namesto da bi jim podelili moč, da dostojno ob meni so kot moji otroci. Da spet to, kar je zlomljeno v srcu, te v bistvu strune nebes, ki so se potrgale, veš kaj struna strgana, ali lahko igraš na novo, ne? Ja, ne moraš. In potem se ti ena strga in ti ostanejo dve in ti še vedno, in se ti potem strga, ta zadnja se ti strga, ti ne moreš več igrati. In to je stanje doskrat kristjanov v srcu.
To je stanje kristjana v srcu. In Bog hoče pač tole nazaj spraviti v red. Tako da ja, pač verjamem, da smo v tisti fazi, ki moramo razumeti, dela. Da smo v tej fazi, ki nam ni v bistvu, moramo to sprejeti, da je Jezus vzel našo samoto. In to samoto, ki smo mi njemu skupaj. To je dejstvo. Na križ. Zato, ker hoče naučiti cerkev, da nismo podjetje, da smo družina. In služabnik piše, ne ostane v hiši zavedeno. Ampak sin pa, če ti tvoj zaposlen razbije avto, ga boš odpustil. Če ti tvoj sin razbije avto, kaj bo naredil tata, če mu razbiješ avto? Ziher te ne bo vrgel doma, je tako? Ne. Pač prav vesel ne boš, ne. Ampak, in to nas hoče Bog učiti, da smo njegova družina, da se je zavezal z nami, da nismo šli predaleč, da nismo šli pregloboko, da se hoče izkazati, kot je Pavel rekel. Meni, ki sem bil največji izmed grešnikov, jaz sem zaštekala, da bo to res, da to ni bilo tako alegorično govorjenje, pač jaz sem bil res največji izmed grešnikov. On je pač, to je bil pač res. Rekel, na meni se Bog odločil. Prav meni je izbral, ker hoče pokazati svojo milost. Na meni. In v bistvu se mi zdi tako, ne, da bomo mi razumeli v bistvu, kako nas Bog ljubi danes. Ker mi razumemo, da nas je ljubil, ko smo bili še grešniki in njemu sovražni. Ta del nam je jasen. Takrat nas je ljubil. Danes, kaj? Kdaj? Toliko bolj. In se pustili, da nas danes ta ljubezen njegova preobraz. In da danes začnemo živeti to svoje krščanstvo res neobremenjeno, brez skrbi, brez strahu, da bi nas pustil, brez tega, da se mu moramo njemu ali pa komorkoli dokazati. Zato enkrat je v tej cerkvi, ki smo bili prej, je pastor rekel eno zadevo, ki je bila velika modrost. Rekel, ja, jaz te lahko prisilim, da to narediš. Samo pa ne boš sovražna, ampak boš naredila. Good. In me dal takrat se spomnim, tako, ja, ne, jaz včasih naredim nekaj, kar je Bog rekel, na suho. Sam ti povem, da tista tvoja čista ljubezen in naklonjenost začne zamirati. Zažodera z Bogaj, poslušnosti Bogu, umira tisto v tebi. Pač Bog ima čisto dosti služabnikov, njemu služi vse, njemu služijo oslice in angeli in ljudje v svetu mu služijo, kogarkoli pokliče, komorkoli reče. Reče pridi in pride, če hoče obrniti eno nacijo, jo bo obrnil s tabo ali brez tebe. Res, on ne rab tega službovanja, ker vam nimaš rad svojo službo. Ker mi hodimo doskrat službo, ki jo nimamo radi in delamo stvari, ki jih nimamo radi in ne vem, kaj še vse nimamo radi in mislimo, da s tem delamo neko uslugo Jezusu in svoji familiji in sebi in nekaj. Tako da naj Bog danes obudi ljubezen v nas. A ni Jezus? Jezus ima prav smisel uničevati konference, uničevati srečanja, pa on ima prav smisel. On ima smisel za uničevati stvari, ki dobro grejo. Simon Farizej ga povabi v svojo hišo. Tam so v bistvu imeli, oni so v bistvu dosti, mi smo, jaz sem imel hišne skupine, ja. So imeli hišne skupine, so se zbirali po hišah. Dajte mi povedati, kakšna je to hiša, v kateri lahko 120 ljudi sedi v tvoji zgornji dnevni sobi. Razumete, kakšne so to hiše?
Ker je ta tip povabil za svojo mizo, jaz vam povem, da to ni bilo tak mečken prostor, ker je bilo to. Ker ta tip je bil faca, navednica. On ga povabi, zakaj ga povabi? Zato, da ga osramoti. Zato, da si mogel Jezus najti sam prostor do mize. On je prišel tja, povabil ga zato, da ga lahko javno zignoriral, da mu je javno pokazal, kakšen bednik si ti. Tako da nisem vsa povabila, zmeraj sem me povabila govoriti, dej, vprašaj Jezusa, da ne boš presenečen, samo tako povem. In Jezus pride, ni se pravi cekiral, si najde pač tam neko mesto, nekje že, ne. Ampak, ne vem, tre ženska. Predivjal hišo, kako je prišla mimo vseh služabnikov in vsega mi ni jasno, ne. Se vrže pred Jezusove noge na tla, ne. Na koncu je bilo partij bil pokvarjen, to je bilo, to je res uničen partij. Oni so bili teologi, oni so bili farizeji, oni so bili tako, to je bilo Jeruzalem, ljudje moji, no, to, ne vem, kje je že bilo, to je bilo neki, no, to je bilo high level apostolic gathering of prophetic people, whatever. Uleti ženska, uniči partij, se vala tam po tleh, vse usvinjala s tistim molom po tleh. Še tukaj je bilo drago, mislim, to je tako katastrofa, ne. Uniči kompletno vse. In Jezus, pa pač to, različljivi lepo, reče, ne, dragec, ne, potem mu pove, ne. Rekel, so, Bog ga ni pustil brez časti. Rekel, če ti te, ki sem jih poslal, da ti izkaže čast, ne bodo. Bog ga ni pustil. Rekel, pa ni šans, da boš ti mojega sina protestiral. Rekel je. In je poslal vojsko Mariji, pravim s tem. Bog ti boje vojsko Mariji, ki uničuje partije. Vsi partije, tudi one so uničile. Jezus je ostal, so jim uničile piti partije. Mislim, ker niso po protokolu, ker imajo rade Jezusa in kaj reče? Njej je bilo veliko odpuščenja, zato veliko ljubi. In mi si moramo dovoliti, da nam Jezus odpusti. Vse. Mi včasih enostavno nočemo dovoliti Jezusu, da nam stvari odpusti, ker mislimo, da bomo mi nekaj popravili. Ne popravljati, se ne da. Dajmo dovoliti Jezusu, da nam odpusti in s posledicami, ki smo jih skuha, on zdira. To se mi zdi ena izmed največjih stvari trenutno, zato, ker nas Bog formira v to vojsko. Ker bodo svojo ljubeznijo pokvarili vsak partij religije. In ona gre domov z novim življenjem, ampak kar je mene v bistvu pri tej zgodbi pretresalo, je to, da bi jo Bog, če bi hotel, bi jo osvobodil zunaj. Zakaj bi jo tako izpostavil? Pa sem odkrila, ne, njena ljubezen je tako močna, da je izpostavila vso trdoto srca na mestu, da je izpostavila vso religijo, vso preroško ambicijo, če bi bil ta prerok. Ne? Njena ljubezen je dobesedno ponavljala vse hudiče, ki so bili tam. In zato se včasih zgodi, da te v bistvu Bog tvojo bedo javno izpostavi, ker bo to, kako se boš ti odzval na njegov ljubezen, uničilo vse tiste hudiče, brez 5 ur zastopništva, bind principality, se ne vem, kaj že delajo. To bo vse uničilo. To v bistvu to, kar se v bistvu religija trese, ljudi, ki jih ljubijo. In to je ta vojska, ki Bog dviguje, ker nima več svoje reputacije, tako jo je izgubila že. Vsi so vedeli, da je, kaj so vsi vedeli, da je grešnica v mestu. Vsi so vedeli, tam so točno vsi vedeli, ona je vedela, bad name, tako pisalo je, I have a bad name. Tako da, povedala še eno zgodbo, ki se mi je zgodila. Zdaj, pred kratkim, je bila ena kontroverza, tle, s tem Morning Star, ki sodelujemo, so na eni konferenci poklicali enega evangelizatorja, ki v bistvu je padel greh.
veliko zlorab študentov, ki jih ima v biblični šoli. Sorry, a je malo slabše meni. In on je v bistvu poklical zato, ker imel eno prijateljico, ki je bila v 4. stadiju raka, ki ni rekel, da je imel feeling, da če bo on molil za njo, da bo zdrava. In ga ni ga dal govoriti ali kako, ampak kar poklical, pa se pač kamera ujela, da se on tam sprehaja okrog in je bila cela panika. In meni tudi tako se rekla, kva so te tipi zdaj grejo, jaz sem pa malo zelena. Na kratko, ta ženska je zdrava. On je molil za njo, ta ženska je zdrava. In rekla, koliko časa se mora nekdo spokorjevati, da vemo, da je kako že Aristot. Mislim, to je religija naredila. Religija ti bo rekla, ti moraš iti čez tečaj, ti moraš iti zdaj na tečaju zasvojenosti, ti moraš zdaj 5 ali pa 10 let, mogoče 20 celo, ne služiti. Ampak kdo prav daje človek? Koliko časa rab Jezus, da te odpusti grehe, če se ti resnično spokoriš, kot te ženske tle? Koliko časa? Po mojem manj kot 5 minut, no. In sem se jaz ujela, ne? Jaz sem se ujela, ne? Vse kao ne, tega dela stari, že tako, ženska je zdrava, ni mrtva, dali so ji 5 dni življenja. In to sem mislil doskrat tako stvari, pa če Jezus je majster, da pokvari naše partnerje. Dobrodošli. Party breakers. I officially announce a new breed on earth, the party breakers. Christian party breakers. The gospel according to Mary. Evangelij po vseh Marijah, ne eni. Zanimivo, da čisto vsaki, ki je delala štalo, tam v Evangeliji je bilo ime Marija, ste pazili? A pa Marija Magdalena. Mislim, pač vse so bile Marije, zdaj pa dobro, v redu, Jezus, kaj ne hočeš povedati? Ja, to je nova vojska. The party breakers. Ampak ne s tem, da si slon v trgovini s porcelanom, ampak ljubezen, ki je v nas. Ljubezen zato, ker nam je Bog odpustil, ker nas je vzpostavil. A je izgubljenemu sinu, dajte mi povedati tako, a je izgubljenemu sinu dal oče 10, kako se reče, 10 stopenj, najprej ga je dal v štalo, potem se je lahko približal hiši, potem je lahko prav posodo. Ne, kaj je naredil? Sklical je fešto, dal mu je prstan, kdo je znoril? Kdo je znoril? Brat. A daj ne mi reči, zakaj je znoril? A je imel vse? Kaj te je folilo? Nisi padel greh. A si padel ta greh krom? Ne! A hočeš? Hočeš pasti ta greh, da boš dal tak prstan? Jaz? Ne! Mislim resno, no, mislim, da bo biti resni, no. A hočeš delati tako štalo, ko je on delal? A hočeš jaz prašiči, ali kaj? Ja ne! Kaj se poburiš? Kaj z nami narobe? Kaj z nami? Mislim, kaj vam je glava? Šle si v hiši vas zadrt, koliko moraš delati za tega očeta, to je pač tvoj problem, to je tvoja otrdelost srca. Jaz, ki sem ti vedno služil, ne? Jaz sem videla onega Toda Bentleyja tam na odru. Jaz vam povem po pravici. Kaj ne na to? Jaz ne moram reči. Ne moram reči. Ne. Pa 5 minut nazaj, vojska Mariji, ne? Tako da, Bog ti vedno pokaže to svojo deception. Kako je deception? Prevara. Prevara srca ni napačna doktrina. Prevarajo, ko ne razpoznaš milosti, ko ne razpoznaš ljubezni, ko ne razpoznaš Jezusa v svoje pršu, pa ga niso sprejeli, ampak oni, ki ga pa niso videli, pa ga niso hotli, so ga pa sprejeli in jim je dal oblast, da se imenujo Božji otroci. Zdaj pa kateremu bendu hočeš biti? Party breakers? Drugega pa najti, prosim, ime.
Ne bom rekel, kako bo eno grdo. Eno grdo, ni najboljša. Rad. Tako da Jezus hoče ljubiti čez nas, pustiti, da se mu prepustimo, in da gremo točno tako daleč, kot bomo mi hoteli, in bomo imeli samo to, kar bomo mi hoteli. Tako, ker je naredil na fešto kralj Ashava, ne bo fešto, rekel, poslušajte, ne si red nobenega, ne z vinom, a je imel najboljši futer. A sem sam jaz taka, da mislim, da sem ful nekaj dobrega naredila, jaz vse sile ne morajo jeti. A sem sam jaz taka. No, ta kralj je imel malo več gostoljubja kot jaz, ne. On rekel, vem, da imam najboljše vino, vem, da imam najboljši futer, sam ne mi nobenega sile. To je bilo zapoved. Dajte vsakemu, kar on hoče in kako bo on hotel. In to je, koliko časa so delali? 6 mesecev. In naš kralj je na tem, da izkaže svojo dobroto. In vam povem, da se bomo gostili več kot 6 mesecev. In da nas ne sili v nič. In nam hoče dati to svobodo, ki je dal Salomonu, da mi povej, kaj hočeš. Ful časa ga je pripravljal, da je bil sposoben Salomon realno moliti to, kar si je res želel. To mi molimo režimsko. Ne? In to so se tudi včeraj pogovarjali. Oni Bogi rebež, ki je bil 38 let v tisti kopelju v Becajdi, je moral samo eno molitev. Bog, daj mi človeka. Bog, daj mi človeka, da me vrže v to vodo in naj stebe vse ostale, ki bodo hoteli not. Daj mi človeka, ki bo zdaj kot Superman. A je Bog uslišal njegovo molitev? Ne, Bog je zdravil. Tako da, dragi moji, so še molitve, ki jih imamo 30 let, ki jih Bog ne more uslišati, nima srca, da jih usliši, zato če usliši tvojo molitev, mora tam pobiti par ljudi, mislim, kakorkoli že, nekaj more. Tega ne more narediti, ker ni v njegovi naravi. In ta človek je molil 38 let je bil tam, se pravi, če je bil 38 let bolan, pomeni, da je bil starejši, tam je bil, hodil na te mitinge ozdravljenja, 3000 ljudi je bil tam, tako kot mi doskrat hodimo na mitinge, hodimo na drugi mitinge, hodimo na tretji mitinge in zmeraj nekaj dobili in to nismo mi. Mislim, sorry, no, če to ni ena taka slika, prideš, Karol, bolj si vesel zato, ker to bo tam in zato, ker se to dogaja njemu in veste, kaj se dogaja tam, v Braziliji. Raste korenje. Bog obuja mrtve. Se razumete? Ne, pravi Jezus, ne, Brazilija, ne, Becajda, ne, da enka je najbolj sposoben se pretepst, skoči not in je ozdravljen, ampak kot je to multimarketing. On, ko se postavi prvi, on pobira največ denarja. Mislim, to se mi ne moramo iti. To ni naš Jezus. In to, ko smo se včeraj pogovarjali, jaz sem to prvič razmišljala. Tam je 3000 ljudi. Vsi so s fokusom na tisto vodo tam. In tam en tip vstane in gre ven. In ko so oni toliko v fokusu, da se bo tam nekaj zgodilo, niso vedeli, da je vstal. Ker noben ni laufal z njim, čak malo, ti tle 38 let ždiš, ne? Ne. Ljudje so doskrat toliko fokusirani na svojo potrebo in na svoj problem in kako bo zdaj Bog njih edino, mislim, to je neznosno, jaz se ne predstavljam, kakšna bo bila to atmosfera. Mene edino, jaz se bom zdaj prekopal do tega, jaz. In en tam ostane, svojo posteljico, živijo, in oni mu rečejo, živijo, in noben mu ne kapne. A greš? Ja, noben mu ne kapne, da tam sedel, ležal 38 let, noben mu. In tako smo mi včasih
prišel je in ga nismo spoznali. V bistvu prevara ni lažna doktrina. Prevara v življenju je to, da ti pride Jezus sedeti v prvo klop tam ali za tvojo mizo in ga ne prepoznaš. In to je rekel Jakob. Šel je, nekaj govorimo o oltarju, bomo imeli konferenco na tem oltarju. Šel je stran od doma. Znajdel se je na nekem polju, zaspan je bil, zase ni vedel, on je mislil, da beži. To je samo on mislil, on ni bežal. In zaspi na kamnu, super, in se mu odpre nebes, sem videl, da je to oltar njegovega očeta, Božja hiša. In reče, in nisem vedel. Jaz sem mislil, da sem na begu pred svojim norim bratom in nisem vedel, nisem spoznal, nisem vedel. In tega nas Bog hoče rešiti, te nesposobnosti, da prepoznamo milost, pa ne na sebi, na drugih, tukaj je Barnaba, prišel neko je razpoznal milost, da razpoznamo milost, ki pride pred nas. In to je v bistvu najhujša zmota, ki je večja od vsake doktrinalne zmote, od tega je zemlja ravna, kazen, kaj Bog je rekel, bo Jezus zdaj konc sveta in dajmo nabirati konzerve v kleti in pojedli nas bodo v mastermindi in pocepili nas bodo z letali in chemtrails in nekaj te bogi ljudje, mislim, res sem frustriral, no, še vse niso si nakopali v glavo, a se mi hecamo. Največja zmota je, in mi se bolj tako delamo novca, ne, ti imaš spoznanje, sreče, kak koga zmešam, pa se kaj nima besede to. Ampak največja zmota, da ne prepoznaš ljubezni. In to nam hoče Jezus dati danes. Amen. No, to približno sem, pa sem nekaj ta zvečer, ampak danes je šlo še levo, pa je šlo še desno, pa še manj desno. Bog dela oltar. In če, zdaj pa nekaj pogledajte, tako, karkoli že o sebi mislite, ampak dajmo se reči, kakšna sem jaz kapaciteta, da lahko prepoznam kamen za Božjo hišo, da lahko prepoznam dojenčka v trebuhu druge ženske, da je diferent od mojega dojenčka v mojem trebuhu. Če govorimo o tem, kar je Bog dal v nas, kakšna sem jaz frajer, da pridem v tempelj, kot Simeon in Ana, samo dva, in pač tam neko bego polivajo, ki jo že dajo Bogu in prepoznam Mesijo. Dajmo si priznati, reči, kakšna sem jaz faca, res to mislim. In boste rekli, kako bi morali to reči, ja, Pavel je rekel, da se bom hvalil, s tem pa se bom hvalil. In to je to, da živim v modrosti Boga in ne v meseni modrosti. O milosti živim. In z enimi stvarmi se moramo vedeti, da nam jih Bog šteje v pravičnost. Ne to, kar mi mislimo. In to so se zadnjo enkrat pogovarjali. Rekla, da nekam ni šla na meeting, ki je vedela, da njen life ni v redu. Se je tudi Bog šteje v pravičnost takrat. Da ga je tako resno vzela ta meeting, da bo Bog prišel. Da je rekla, jaz s takim srvo tebe, bolj da tja ne pride. In mi bi rekel, ne, to je hudič obrnil. Meni se zdaj ne, to je Bog šteje v pravičnost. In je dobesedno pripravil isto stvar, ki je takrat rekla, Jezus, jaz taka, moraš priti. In je Bog to šteje v pravičnost in je pripravil trojno, če ne petorno porcijo izga. Ozej, Bog reče prerokov, prosim, da če se poročiš s prostitutko. Super, da se prerok, že tako me namarajo. Govorimo o reputaciji, a je lahko še hujš? Ne. Prerok si, Bog te poklical za preroka in tvoje prvo naročilo, poroči prostitutko. Mislim, jaz bi rekla tako, a ti bereš Biblijo, se tako ti nismo, ampak a ti bereš Biblijo, a bereš? Ok. Kje to piše? Mislim, tako jaz zdaj govorim z Jezusom. Mislim, ne tako, ampak malo lepše. Še ne on Jezus. Tako, kje to piše? Tako. Mislim, zato, ker v bistvu, ne, doskrat, zato, ker pač moraš vedeti, kaj mi je Bog govoril,
mi ni Bog govoril, moramo stvari bazirati na Svetem pismu, ne. No, in zdaj si mislite, preroka mora poročiti prostitutko, zato da Bog svoje ljudstvo nekaj nauči, maltretira tam onega preroka. In ena izmed stvari, na koncu ta ženska se sprevrne tam nekje, ne. Na koncu knjige, ker je že tako, že vseh spolni otroci, brez mjora, se rečeš pa da. In se ženska sprevrne in kaj reče, no zdaj pa bod tam, kjer si, kar nekaj cajta, dokler se mi ne zrihtaš in ko boš dovolj prišla k sebi, pa prid me. In to se včasih nam je to, kar smo mi v bistvu rekli, da je Bogu ne. Se nam je štelo pravičnost, ne me narobe razumeti. Sta bila dva sinova. Pač eni ste se odrešili po ja, eni pa po ne. Eni ste pravični, da ste rekli ja, eni pa ste rekli ne. Dva sinova. Reče Bog, poslušajte, tam nam ful dela vinograd. In pride v pravi, jaz bom šel, I'm the man of the hour, anointed, appointed, now, revival. In reče, ne. In pol drugi dela, tam pač kar dela, in gleda unga in se reče, stvarno, ej, to bo fotra ful sesul. In pol se sprav brez pompa, brez nič. Okej, ga mi nas narediti. Ne, spet. In to se mu šteje pravičnost. Tako da naš najslabši performans, ko bomo prišli v Bogu, v nebesem, ko bomo videli naše najslabše trenutke, da smo v nebesih bili najboljše, in ono, ki smo mislili, da to pa najboljše, da tisto niti tam ne vejo, niso še slišali, če govoriš? Da, če ni, kje je zapisano, gleda Gabriel po knjigu? Ja, piše, če ste nekaj piše, tako. Kva? Kle, to ni prišlo do soma, sorry, je šlo. Ni, gledam, ni. Tako da ful teh stvari, v bistvu, ker mi delamo za Boga, v bistvu se sploh ne sliši gor in obratno. Ful stvari, ki mi mislimo, da jih nismo naredili za Boga, se je ful sliša. Tako da Bog nam hoče dati te nebeške perspektive, da se ne sodimo več sami, da prepustimo sodbo Bogu, da se pustimo najprej vzdraviti, pa pol, če že hočeš tisto se ukvarjati svoj, da se moraš soditi, pol pet na sodišče, da te pust najprej, da te Bog vzdravi, da je to koleno okej, da je vse to okej, pol se pa pet pogovarjati. Pol se pa pet z Bogom pogovarjati, pa razčiščeno še kaj za razčistiti. Sam ni nič narobe, če kdaj nismo pripravljeni na kaj. A prav? Imamo milost od Boga. No prav, ni problema. Nisem pripravljena, prav bom jaz ustavil sonce, pa bom ustavil veter, stop, Angli, zapečate mi zdaj ljudi, ne boste pihali, ne more biti no. In oni tako, ne, že spet. Veste, kako se je Lot, da je bil Lot, obotavljal, da je šel ven Sodome? In kaj bo rekel, je nič ne moral, dokler mi on izgine ven. Tako toče, oni angeli, tako toče, vse bo tam, in tako, ne, in gledal dol, in ti pa tako, tako pa žena pa je, ne, bože, tako, mislim, spokaj se pa, ne, zbiš, koliko, to všeč, ljudem več. Tako da, lej, če si jagen, pa če si v večnosti z Bogom, ti povem, da si ljudi malo sit. Eni, mislim, da nimajo vsi, niso vsi Jezus, no. Se razumete, pač, angeli, pač, nimajo te milosti. Oni se učijo milosti od cerkve, piše, da angeli gledajo in ne morajo razumeti. Kako je Bog tako milosten, kako je Bog tako dober, kako je tako Bog čudovit. Ne, hvala Bogu, nismo vsaj zvedki. Amen. Rise up, people of God, the new generation of party breakers. Rise up, people of God. Res smo, evo, ups. Halleluja. Halleluja, hvala ti, Jezus. Oče, mi se ti predajamo, Oče, mi se ti dajamo, Gospod, v kaj nas ti hočeš, Gospod? V kaj nas ti hočeš, Gospod? Oče, smo, da narediš, Oče, za nas ljudi, ki jih ne bo sram.
ker jih ne bo sram ničesar, kar jim boš rekel, ker jih ne bo sram položiti vsega dol, Gospod, ker jih ne bo sram zgubiti vso svojo reputacijo. Rekel si, pejte ven iz šotorišča in nosite mojo sramoto. Oče, da tako, kot je Mojzes spustil vse zaklade in je rekel, sramota od Kristusa je bila večje bogatstvo. Oče, ne naredimo sramoto Kristusa za svoje bogatstvo. Oče, mi ti danes predajamo življenje, moram, da preiščeš naša srca, Gospod. Oče, te prosim, da prideš na ta trda mesta, Oče, tukaj se še mi ne upamo soočati s stvarmi, Gospod, ampak s svojo ljubeznijo, Oče, nam bo uspel. Oče, te prosim, Oče, za vse stvari, Gospod, ko mislimo, da so predaleč, preveč polomljene, preveč sesute, Gospod. Se lahko soočimo, Gospod, zaradi ljubezni, s katero nas ti danes ljubiš. In Oče, prosim te, Oče, pridi, Oče, in prevzami naše srca. Oče, prevzami naše srca, Gospod. Oče, da smo otroci ljubezni. Oče, da ohranimo zaupnost, dokler se ne pokaže to, kar se nas je pokazal. Da ohranimo zaupnost, Oče, smo v imenu Jezusa, obnovi zaupanje našega srca do tebe, Gospod. Obnovi zaupanje našega srca v tem, kar smo se suli in razbili, misleč, da delamo tvojo voljo, Gospod. Oče, obnovi zaupanje našega srca, tako kot si rekel Petru, rekel si, Peter, Satan si izprosil, da vas preseje kot pšenico na situ, ampak jaz sem prosil zate, da ne opeša tvoja vera. Ko se spreobrneš, pet in potrjuj svoje brate.